Nekaj je Oplovcem treba vsekakor priznati, da so vsi njihovi zadnji avtomobili zelo simpatični. Insignia, Astra, Meriva in sedaj še ta, Zafira Tourer. Takole na prvo žogo bi rekel, da je to daleč najbolj dinamično oblikovan enoprostorec v svojem segmentu in dejansko edini avtomobil, ki sploh oblikovno ni zadržan. Sprednji del so povzeli po amperi, nova Zafira pa je od prejšnje daljša za 19 cm. No, sorodno z ostalimi modeli lahko najdem tudi tole znotraj, zlasti ta sredinska konzola z ogromnim številom stikal mi je znana že iz Merive. So pa pri novi Zafiri precej dvignili samo kakovost. Odlagališč pa je toliko, da se bojim, da bo kakšen kos opreme ostal skrit v njih. Baje jih je 30. Aktualna Zafira ostaja v ponudbi, se pa ta novinka lahko pohvali z zanimivim sistemom zlaganja sedežev, ki so ga pri Oplu poimenovali Flex 7. Stranska sedeža je mogoče tudi pomakniti za 5 cm proti središču, s čimer dobimo več prostora pri ramenih. Ob 5 sedežih prtljažnik ponuja 710 litrov, če sedeže podremo, pa nastane kar 1860 litrov prtljažnega prostora. Tako kot ostali modeli se tudi Zafira lahko pohvali z vgrajenim nosilcem za kolesa. V tem primeru je dovolj prostora kar za 4 kolesa. V primeru, da vam nagaja sonce, pa lahko vetrobran potegnemo navzdol. Glede na to, da je danes dež, pustimo nekaj svetlobe. Pri Oplu pravijo, da se moraš ob tako hudi konkurenci po nečem razlikovati. Zato so Zafiro oborožili s kopico tehnikalij in jo lahko dobite zato s prilagodljivim podvozjem, z radarskim tempomatom, z bralnikom prometnih znakom in tudi s dejansko dinamičnim karakterjem. Po teh nekaj uvodnih kilometrih lahko potrdim, da avtomobil na cesti čepi dobro. Sprva je na voljo 1,4 litrski turbobencinski agregat z 88 oziroma 103 kW. V močnejši različici se trenutno vozim sam in lahko povem, da je motor prijetno prožen. Dizelska alternativa ima 3 različice od 81 do 121 kW. Naslednje leto pride še bolj varčna izvedenka dizelskega agregata in 2 turbobencinska motorja na plin. Zafira k nam prihaja v januarju, cene zaenkrat še niso znane, znaša pa cena za osnovno različico v Nemčiji 22 900 €, pri nas pa bo verjetno nekoliko nižja.